Lep pozdrav. A ste slučajno kdaj razmišljali, kako so ljudje živeli v zelo starih časih? Pa ne mislim zdaj 100 let nazaj ali pa 1000, ampak še prej. Morali so imeti zelo razvita čutila, ne? Zato, da so preživeli v naravi. Se pravi, tisti človek, ki je imel bolj razvita čutila, ki je bolj zaznaval svet, bolj čutil, tisti je lažje preživel, ne? Če je več stvari opazil, če je več stvari slišal, če je začutil energije, ne? Tak človek je lažje preživel. Isto je pri živalih, ne? Imajo zelo hudo močne instinkte, ne? Naprimer, jaz se spomnim pred žledom, sosedove krave so zbežale s pašnika, ko ga je potem zalil, ne? One so čutile, da bo tam nekaj narobe. Šle so čez vse ovire, ne? Ali pa recimo, ne vem, vidite, da muhe letajo ali pa ptiči zelo nizko, ne, ko se pripravlja na slabo vreme. Odkot to vejo, ne? Tudi mi recimo čutimo stvari, tudi druge stvari čutimo, tudi energijo, ne? Včasih čutiš, ne vem, ljubezen do nekoga, ne? Ali pa tega ne moramo zmeriti, ne? Nobene od teh stvari ni mašin, ko bi to zmerile. In ravno tako ne moramo zmeriti, ne vem, če čutimo, da je nekdo jezen, pa vidimo, da je jezen, pa ne moramo tega zmeriti, ne? Niso vse stvari v življenju merljive. Zdaj pa, če gremo na čutila, ne? Jaz mislim, da obstajajo ljudje, ki zelo dobro neke stvari čutijo, ki so bolj razvili čutila kot drugi ljudje, ne? Govorim za vid, vonj, energetske zaznave, okus in tako naprej, ne? V starih časih so ti ljudje lažje preživeli, ne? Srečo, da imajo neandertalske gene, malo se hecamo, ne? Ampak tako, najbolj verjetno je res, da so lažje preživeli. Je pa to z nečem povezano, ne? Če imaš bolj raztegnjena vezivna tkiva, tako pravijo novejše študije, ne? Imaš boljši wifi telesa, boljše zaznave, ne? To še ni prišlo do medicine, do klinične prakse, ne? Ampak veliko raziskav o tem priča, ne? Se pravi, bolj ko imaš raztegnjena vezivna tkiva, boljše imaš zaznave. Ima pa to en minus tudi zraven, ne? Če imaš ti raztegnjena vezivna tkiva, si kot omara, ki ni dovolj zašravfana, bom rekla, ne? Ali pa kot hlače brez elastike. In je tvoje telo bolj okorno, imaš več problemov s telesom, zato ker telo ne ve čisto dobro, kje v ravnini je, z ravnotežjem imaš lahko probleme in tako naprej. Ne tako strašne, ne? Ampak toliko, da se mičken zavedaš, pa ja, ne? Tako da te stvari imajo pluse in minuse. In zdaj, mi živimo pa v toksični dobi, ne? V toksični dobi naše telo kar naprej zaznava neke stvari, ki so narobe. Čuti na vseh ravnih, vidi, sliši, otipa, zaznava energetsko, ne? Zaznava vse. Od kemije do strupov, do fitofarmacije, do elektromagnetnih valovanj in tako naprej. Naše telo, ki je hipersenzibilno, to zaznava. A je to v redu? Seveda, za stare čase bi bilo to super, a ne? Lahko bi hitro zbežali in bi bili na varnem in se umaknili iz takih razmer in zmagali bi, a ne? Kaj pa je danes? Danes se pa tem stvarem ne moreš umakniti, a ne? In živci kar naprej kričijo, da je nekaj narobe. A kričijo z razlogom ali brez razloga? Jaz mislim, da s hudo resnim razlogom, a ne? In kričijo zato, ker dejansko je vse narobe, ker živimo v toksični dobi, kjer se mi ne moramo umakniti tem stvarem, a ne? Ki naše telo motijo. Zato naše telo kar naprej ustvarja neka vnetja, predvsem v kapilarah, ki potem posledično ne porinejo naprej kisika ali pa pokajo, pa ne naredijo dobre izmenjave, pa v celici postane problem, ker spušča skozi takšno vezivno tkivo čisto preveč toksinov, a ne? In telo mora to čistiti in čistiti normalno, da stalno reagira, ne? Živci kričijo s hudo resnim razlogom. Tako da morda velja o tem razmisliti,
da ni vsega kriva psiha, ne? Pravzaprav večinsko ni kriva. Veste, tukaj smo na zemlji, ga ni človeka, ki ne bi imel zelo hudega bremena na svojih ramenih in edina naša naloga je stati v stebru resnice, pravice, morale in etike in zagovarjati tisto, kar je edino prav. Ne popustiti, tudi če nas križajo, ne, je rekel Jezus, ne, ampak jaz sem se zdaj tako majčkeno metaforično izrazila, upam, da razumete, ampak pravilno je, da stojimo z resnico, pravico, moralo in etiko in se ne nagibamo ne na stran oholosti, niti na stran ponižnosti v smislu, da pokleknemo pred nečim, kar ni prav. Naša bolezen ima razlog za naše bolečine in ima tudi razlog, zakaj smo izžeti, ker če ne pride do izmenjave kisika, pride do mitohondrijske disfunkcije in mi smo utrujeni, izžeti in ne moremo funkcionirati. Bodite fajn in lep teden.